Narod, če te dni spremljate medije, se vam zdi, da divja državljanska vojna, je tako? A ni res? Ena stran kriči, da gre za ljubezen, pa tudi če gre na suho vrt fašeš, druga pa da nam grozi gejpokalipsa. 20. decembra nas pa čaka referendum, ki naj bi odločal o prihodnosti naših otrok. In glede na to, da se bi v celotnem dokumentu spremenil samo en stavek, nimam pojma, zakaj ta kraval. Strokovnjak za geje je sicer Aleš Primc, a ker ga imam že malo poln kufer, bom za oceno situacije vprašal kar velikega vodjo. Janez, kaj točno je tu problem? Brisanje spola iz zakona je podlaga za kršitev človekovih pravic naših najdražjih, naših otrok. Kaj? Spole nam bojo ukinili? Kako? Kaj pa to pomeni? Da bomo vsi kot Damjan Murko, ki ni netične miš? Ker če misliš na to, da si spol lahko izbereš sam, to se že da. Lejc Merarja. Enkrat je bil desc, zdaj pa navadna p***. Ali pa tvoj Žan Mahnič, ne? Zanj je boljš, če ni spolov. Se bo lažje identificiral. Glejte ta obrazek, no. Janez, pa je za tem zakonom kaj večjega? Kučan? V času, ko je celotna Evropa in Slovenija z njo pod velikim migrantskim pritiskom, se v Sloveniji pojavi predlog, ki radikalno napada temeljno celico družbe, iz katere se družba ali narod obnavlja. Ok, torej gre za zaroto. Nekdo se je odločil, da treba Slovence iztrebiti, zato hoče ukiniti spole in družino. V državo pa spustiti begunce. Pa kdo to hoče, Janez? Angela Merkel, Putin, Kučan. Ne razdraž, no. Karl Marx je namreč že leta 1848 v komunističnem manifestu zapisal, da komunistična družba lahko nastane šele potem, ko se uniči družina. Ok, zdaj mi je pa jasno. Janez brez komunajzerjev je kot James Bond brez spolne bolezni. Grozi nam torej hujši konec sveta. Komunistična gejpokalipsa, po kateri bodo vaši otroci častili Galuniča in Kučana. Ampak, če smo preživeli Roka Žlindro in narodno-zabavni rok, bomo pa tudi to. A si predstavljate, da bi Janša dodal pa rekel, da je pa še ISIS vzad? In na tej točki sta se, paradoksalno, ujela interesa slovenske in evropske levice ter radikalnega političnega islama. Ja, za Boga, če sprejmemo novelo zakona o zakonski zvezi, nam grozi islamistična, komunistična gejpokalipsa. Ne vem, na preveč ali na premalo tabletah. Še dobro, da se ne boji dinozaurov, ker bi nam grozil s pederskimi stalinzauri. Jurski Marks, rdeča sodomija, kar je mimogrede tudi ime tamponov, ki omogočajo seks med menstruacijo. Ok, malo smo zašli. Še pred Božičem bo torej konec sveta. In kakšno prihodnost pa po drugi strani obljublja Janezek? Pustimo Ivana. Od vseh grozljivih stvari, ki bomo doživeli v gejpokalipsi, pa je gotovo najboljša tale zadeva. Tole je običajno igrišče. Ne verjamete? Poglejte od blizu. Pravkar se je pridrsal 5-letni deček. Tale drsalnica je na Norveškem. Postavljena je bila z namenom vzgajati otroke na prav način. Da bi ne postali plašni, ampak razviti. Če zmaga islamsko-komunistični gej lobi, se bojo vaši otroci spuščali po takem penisu bogavnu. Pa to je ja super, kdo ne bi tega imel doma? Je bi se vsak dan drkal potem, ne? Zato bi jaz obkrožil ja, ne za. Ampak dajmo se malo zresniti. Referendum je le še en ideološki boj med levico in desnico, če smo iskreni. Če nista problem Barbar in rov in huda jama, je panika, v čigavo jamo ga tiščijo Slovenci. Dejstvo je, da je v Sloveniji uradno le 40 gej parov, mi pa se koljemo, ki bi šlo za 40 000. Ma naj se poročijo tistih par. Hetero pari si tako ključujejo. Še moralni Janezek je bil koruznik, pa je pa familijo zapustil. Cerkev bi morala biti ja vesela, da se hoče vsaj kdo poročiti. Da ne govorim, da bomo za ta cirkus porabili 3 milijone evrov. Ja? Za ta denar bi lahko tistih par gejev na Švedsko pelali, pa naj se tam poročijo. Volk sit, koza poročena. Pa še ostali bi neki za vztrajnike, da bi jih poslali na Madagaskar. Bo vsaj mir, ne? In med tem, ko se mi prepiramo zaradi enega spremenjenega stavka, se recimo Finci menijo o univerzalnem temeljnem dohodku. O stvarih, ki so pomembne. In če gre tu za otroke, po besedah dr. Matjaža Gamsa, ki pravi, da leta 2100 Slovencev itak ne bo več. Tako da se Primc in kompanija borijo za Kitajce, predvidevam.
Jaz sem samo nekaj rekel. ISIS in desni so proti gejem. Je res? ISIS in levičari pa so proti krščanskim vrednotam. Je res? Je tako. Je tako. Načeloma smo proti ISIS-u, ampak potem takem ima vsak mal ISIS-a vse. Tako da obkrožti za, pejt, dej, obkrož. Obkrožti proti, izvoli, na. Ampak vedi, da si potencialni terorist. Ne pa prežveč to, če moraš. Hvala za ogled, ne pozabi pa tudi na Ta teden z Juretom Godlerjem ob četrtkih ob 22:40 na Planetu. Hej, tujec! Polajkaj nas na Facebooku, posledi nas na Twitterju in naroči se na naš YouTube kanal.